Dober dan. Moj današnji sogovornik je dr. Igor Grdina. Je ugledni slovenski zgodovinar, priznan literarni zgodovinar, avtor preko 30 znanstvenih monografij. Napisal, uredil, prevedel je tudi več besedil za opere in operete. Veliko del je tudi prevedenih. V tem tednu pa je pri slovenski založbi Beletrina bila izdana njegova knjiga Slovenski Mozart, knjiga o Josipu Ipavcu. Knjiga, ki je izšla tudi v sozaložništvu knjižnice Šentjur in občine Šentjur, je bila seveda v občini Šentjur izjemno toplo sprejeta. Več o tem pa nam bo v kratkem nagovoru povedal župan občine Šentjur, magister Marko Diaci. Vesel sem, da bo kot trajen spomin na obeležitev 100-letnice smrti Josipa Ipavca ostala ta knjiga Slovenski Mozart, Josip Ipavec. Mislim, da ima to trajno vrednost in moram priznati, da sem zelo vesel, da smo se dogovorili in skupaj z knjižnico dr. Grdino in založbo Beletrina tudi praktično pripravili in izdali to knjigo, ki vsebuje, lahko rečem, zelo podrobne podatke o življenju in delu Josipa Ipavca in verjamem, da si bojo jo uporabniki z veseljem odprli, prebrali in seveda tudi kaj od tega odnesli. Vstopate torej v leto Josipa Ipavca, pomembno je, da nekako to velja na nivoju celotne države, tudi država se je vključila v ta projekt. Mogoče na kratko, kaj to pomeni za samo občino Šentjur, kako boste to skušali tudi izkoristiti, verjetno za promocijo občine in seveda tistih naravnih kulturnih znamenitosti, ki jih tukaj imate. Seveda, družina Ipavec je nedvomno zaznamovala tako mesto Šentjur, kako tudi občino Šentjur in zato smo se seveda odločili, da to 100-letnico smrti obeležimo na pravi način. Odločili smo se, da razglasimo to kot Ipavčevo leto, tako v občini Šentjur in pa seveda tudi na nivoju države. Namreč dali smo pobudo vladi Republike Slovenije, ki je to pobudo sprejela, tako da je dejansko letošnje leto kot Ipavčevo leto razglašeno na kompletnem teritoriju Republike Slovenije. Seveda pa je naš glavni namen, da dejansko promoviramo kraj kot takšen, občino kot takšno in pa seveda dela naših velikih umetnikov, kompletne družine Ipavci, ki so dejansko zaznamovali dobršen del glasbenega ustvarjanja v svojem času in so seveda tudi nenazadnje aktualni, lahko rečem, še tudi danes. Seveda Josip pri tem na nek način izstopa, je oče prvega slovenskega baleta, kar je pa seveda za vsako nacijo zelo pomembno in mislim, da smo se prav odločili in verjamem, da bomo dejansko z svojimi dogodki, ki smo jih pripravili v tem času, lahko tudi čim bolj ustrezno in čim lepše pokazali njegovo življenje in delo, tako da bodo ga ljudje spoznali tako od blizu, kako tudi seveda od daleč. In to je naš glavni namen. Smo pa seveda žal omejeni za trenutno zdravstveno situacijo, z epidemijo, tako da bomo vse te stvari morali prilagajati na nek način trenutnemu dejanskemu stanju. Upam pa, da bo čim prej prišlo do normalizacije stanja, tako da bomo tudi takrat te prireditve veliko lažje izpeljali, kajti popolnoma drugače je, če zadeve gledamo v živo, kakor pa preko malih ekranov ali preko računalnikov. Dr. Igor Grdina, zakaj naslov knjige Slovenski Mozart, knjiga o Josipu Ipavcu? Marsikdo misli, da je to takšen knjigotrški komercialni naslov, pa v resnici ni, gre za zgodovinsko izpričano besedno zvezo, ki so jo v zvezi z Josipom Ipavcem uporabljali graški Nemci. In če pomislimo seveda na to, da gre za čas neposredno po prvi svetovni vojni, ko je umrl, in za čas njegovega življenja, ko se je pravzaprav ta eksplozija pripravljala, da je to zelo laskava oznaka, da so pripadniki nekega drugega kulturnega kroga Josipa Ipavca sprejemali na takšen način, kot so v svoji kulturi Mozarta. Je pa seveda tudi ta oznaka malce tragična, kajti ko so Mozarta pokopali, so ga na takšen način, da vse do danes ostal njegov grob neznan
Josipu Ipavcu se je godilo podobno, dolgo ni imel niti napisa, še danes ima napačen datum rojstva vklesan na nagrobnik in tako dalje. Tako da vzporednice so tudi globlje in morda te temnejše ravno tako, kakor te svetle. Torej, Josip Ipavc je imel v svoji glasbi pokazal, da obvladuje zelo različne registre, njegovi samospevi razen morda enega, dveh, so zelo temno obarvani, njegova scenska glasba, torej prvi slovenski balet Možiček in njegova opera Princesa Vrtoglavka so pa v znamenju vedre muze. Skratka, ne glede na to, da je njegov opus precej neobsežen, je vendarle v njem zaobjetega marsikaj, ne sega od miniatur do teh velikih glasbenih form. Skratka, v miniaturi ta oznaka na svoj način drži, seveda stilno pa gotovo ne, kajti stilno je Josip Ipavec usmerjen popolnoma drugače. Letošnje leto je vlada Republike Slovenije razglasila za leto Josipa Ipavca. Mnogi se sprašujejo, kdo je Josip Ipavec, kaj je njegova veličina, da je vlada se odločila za to dejanje oziroma za ta sklep, s katerim je to leto razglasila. Torej, Josip Ipavec je eden tistih slovenskih umetnikov, ki so zelo zgodaj uspeli med tujci. Torej, 1902. leta je bil Možiček uprizorjen v takrat novi in veliki graški operni hiši, eni prvih v Habsburški monarhiji po kvaliteti. In seveda, če postavimo to zdaj v neke časovne koordinate, to je 2 leti pred tem, ko se slovenski slikarji uveljavijo na Dunaju. To je kar nekaj časa še potem mine, da mojster Plečnik lahko pokaže tudi na Dunaju, kaj zna. Skratka, Josip Ipavec sodi v vrsto teh umetnikov. Zdaj je pa seveda res, da glasba pri Slovencih nikoli ni igrala takšne vloge kot literatura, da seveda tudi ni tako zelo opazna, kot je arhitektura, ampak vendarle sčasoma se bodo tudi pri nas najbrž razmerja med posameznimi vejami umetnosti in pri zaslugah in priznavanju le-teh, torej, da bo prišlo do nekega uravnoteženja in da se bo pač cenilo dosežke vsakoga. Slovenska glasba ima torej sijajne vrhunce, od seveda Galusa, ki je gotovo najbolj znan med slovenskimi skladatelji, pa seveda preko marsikoga do Ipavcev in potem seveda do sodobnih skladateljev zelo različnih žanrov. Skratka, tukaj gre videti priznanje tudi slovenski glasbi, ki je v tistem času brez vsakih subvencij prodrla na tuje. Skratka, to so neka razmerja, ki so popolnoma drugačna, kot si danes lahko predstavljamo. Po drugi strani je pa morda zanimivo tudi to, da je Josip Ipavec ob koncu svoje življenjske poti ustvarjalne razmišljal o tem, da bi uglasbil Jurčičevega 10. brata oziroma zgodbo 10. brata, obstajajo pisma, ki govorijo o tem načrtu, tako da sta oba letošnja slavljenca, torej obe osebnosti, ki sta izbrani za emblema slovenske kulture v tem letu, torej Jurčič in Ipavec, tudi globlje povezana. Skratka,
ko se začne nekaj raziskovati, potem se zelo hitro vzpostavijo zveze in to postaja seveda tudi čedalje bolj znano. In danes je Josip Ipavec nekdo morda spet bolj v mednarodnem strokovnem svetu in seveda tudi med koncertnim občinstvom. Ne pozabimo, da Bernarda Fink, ki je vrhunska pevska solistka, in njen brat Marko Fink, to pojeta marsikje, torej po različnih deželah in seveda priznanja, aplavzi ne izostanejo. Ampak vendarle je to priznanje na tujem drugotnega pomena. Torej, na Slovenskem je preveč občudovanja vsega tujega in da nam drugi povedo, kaj je vredno. Važno je, da mi sami razpoznamo, kaj je pri nas v resnici vredno, kaj pa se samo zdi, da je takšno. Hvala lepa, to je bil prvi del najinega pogovora. Sedaj bomo prisluhnili pevcem moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici pod vodstvom Mateja Romiha. Slavček mili, vsaj ne hiti, tako naglo od nas, kaj ga nečeš pri nas biti, mar prežalosten je čas. Res da je še vilka mala, bratov se znevirila, al večina je ostala, slavi zvesa iz srca. Zdaj več nismo tujcem dani, ločili smo se od njih. Torej slavček ne ostani pri Slovencih ljubljenih. Le prebivaj še med nami, miloglasne pismice. Brate nam nevirne drami, budi slavske nam sestre. Budi slavske nam sestre. Nam sestre. Zopet nadaljujem pogovor z doktorjem Igorjem Grdino. Gospod doktor, Josip Ipavec je umetnik, ki je presegel meje nacionalnega s svojo umetnostjo, pa vendar je širši slovenski javnosti malo poznan, lahko rečemo tudi malo raziskan. Kje iskati vzroke, da je širši slovenski javnosti malo poznan? Pravzaprav zdaj to ne drži več, kajti v Josipu Ipavcu je vendarle en zbornik, samostojna knjiga, pa še marsikaj drugega, tako da zdaj že je umeščen tudi na naše zemljevide duha. Je pa res, da recimo pred kakšnimi 30 leti ali še 25 leti je pa to bilo zelo slabo. Ni bilo notnih izdaj, samospevi so bili samo v rokopisih, opera je bila izgubljena in v teh
recimo 25 letih zadnjih se je pa ogromno obrnilo in če smo bili v začetku samo posamezniki, torej jaz moram reči, da sem našel to partituro opere in jo potem, ker je bila na vlažnem, tudi sušil, ko je bila odkrita, ne. In potem presenetljivo hitro pravzaprav izvedena, in seveda takrat se je potem začelo kotaliti, ne, tako da danes verjetno ni več enega človeka, ki bi vedel za vse izvedbe, uprizoritve in tako dalje, kar je pa za umetnika tudi najboljše, da se za njegovo umetnost zavzemajo ljudje, ki jih je pač preprosto ta umetnost prepričala, tako kot je že bilo tudi v času življenja samega skladatelja. Je pa res, da je še nekoliko morda primanjkljaj pri čisto glasbeni analizi, torej od slovenskih muzikologov se jih je le nekaj posvetilo Josipu Ipavcu, največ Primož Kuret, pa Danilo Pokorn, pa Manica Špendal, potem pa pravzaprav bolj obrobno, ne, kar je pa seveda škoda, ampak sej imajo še časa, da odkrijejo. Jaz sam sem se pa ukvarjal s tem predvsem kulturno-zgodovinsko. Zakaj bi pa se razvidevala neka kultura samo ob literaturi, kot se ponavadi na Slovenskem, ne, lahko se tudi ob slikarstvu, lahko se tudi ob glasbi, ne, torej na Finskem ali pa v Litvi ima glasba popolnoma drugačno, veliko večjo vlogo, ponekod seveda manjšo. Pri nas je seveda zborovska kultura bila zelo, zelo razvita, edinstvena, pravzaprav v nekaterih obdobjih, danes je s tem nekoliko slabše, zato pa se druge veje glasbe so bolj v ospredju, tako da je to dinamična stvar. Zdaj, Josip Ipavec je pa hvaležen za to, ker ima dela praktično v vseh žanrih, torej od čiste orkestrske glasbe prek vokalno-instrumentalne do čiste vokalna lirika na eni strani in na drugi strani zborovske stvari, tako da lahko se njegova kompozicijska veščina razvideva v zelo različnih delih. Je pa res, da se muzikologi od drugod zanimajo zanj, recimo Hartmut Krone z Dunaja, ki je najpomembnejših muzikologov današnjega časa sploh, ali pa pred nedavnim umrli Peter Andraške iz Nemčije, ne, torej sta se ukvarjala tudi z Josipom Ipavcem, ne, ko bojo izhajala njuna zbrana dela, bo nekje tudi obravnava našega skladatelja, kar je nemajhna stvar. Glasba Ipavcev je večno lepa, prisluhnimo še pevcem moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici pod vodstvom Mateja Romiha. Lipa ti mogočna lipa, sveti prostri si vrhove, budi k slavi zveste sine, k slogi kliči mi rodove. Čula saj si zdike žale, spona klite, štela dni
Najin pogovor sva pripeljala k koncu. Prosila bi vas še za vaše voščilo gledalcem televizije Celje ob Prešernovem dnevu, slovenskem kulturnem prazniku in dnevu, ko se spominjamo 100. obletnice smrti Josipa Ipavca. Kultura je nekaj živega in veliko več kot kakršnekoli besede o njej pomeni to, da začutimo potrebo po njej, in če jo še tako šibko začutimo, je to veliko več kot karkoli drugega. In v tem duhu seveda želim odkrivanje mogoče tega, kar je danes nekoliko postavljeno v ozadje, pa ugotavljamo vendarle, da nam manjka. Ugotavljamo mogoče ne na direkten način, da potrebujemo knjigo, ampak ugotavljamo na takšen način, da nam nekaj ni prav, nekaj nam manjka, nepotešeni smo. Ja, včasih je odgovor knjiga, včasih je odgovor glasba, kakršnakoli že. Pomembno je tudi aktivno udejstvovanje, ne samo recepcija, pravzaprav ta aktivnost je veliko še pomembnejša. Skratka, sprostimo se tudi tukaj. Zdaj, ko smo obsojeni na samoto, vsaj še nekaj časa, imamo možnost, da vadimo in da potem, ko se bo pač možno predstaviti tudi drugim, to naredimo. Kajti nekoč bomo morali pokazati, kaj smo delali v teh turobnih časih, pa se bo izkazalo, da morda niso bili tako zaman, vsaj v sferi duha. Gospod Igor, hvala lepa za vaš čas, za najin pogovor. Pogovor bodo zaključili pevci moškega pevskega zbora Planina pri Sevnici pod vodstvom Mateja Romiha.